Dobrodošli v novem videu in mislim, da imamo mi vsi en skupen cilj in to je, kako bi se lahko predčasno upokojili. In zato vam bom danes pokazal, v bistvu, kako vam lahko to uspe in sicer s pomočjo stock marketa. In tudi če vaš cilj v bistvu ni predčasna upokojitev, si lahko s temi nasveti iz tega videa ustvarite tako res kar bogastvo, no. Veliko folka se hoče pač prej upokojiti, ampak ne ve, kje začeti, ne vejo, če se jim sploh splača in pol na koncu tega v bistvu sploh ne naredijo. In jaz bi vam danes res sam povedal, da v bistvu prej, ko boste to začeli, bo v bistvu bolj za vas, kar vam bom tudi pokazal zdajle. To, kar bom danes povedal, je vse temelji na nečemu, kar rečemo compound interest, oziroma po slovensko je to obrestna obrest. In sicer to v bistvu pomeni, in v bistvu, če čisto na kratko razložim compound interest, to v bistvu samo pomeni, recimo, če vi investirate 1000 evrov, recimo ga investirate v indeks, kakor S&P 500, ki je dosti risk free in je povprečen return 8% na leto. Torej imate po enem letu 1080 evrov. No in pol po enem letu se vam v bistvu teh 8% dobite na to številko in imate po 2 letih 1166 evrov. In tako naprej in v bistvu, kar je res dobro pri temu je, da če se vam to nabira skozi leta, pol proti zadnjim letom v bistvu dobivate res ful več denarja, zato ker se vam interes računa na tisto cifro. In po 5 letih bi recimo iz investmenta 1000 evrov bi bili že na 1469 evrih. Po 10 letih bi investment 1000 evrov prišel že na 2159 in po 30 letih bi iz investmenta samo 1000 evrov v bistvu lahko prišel že na 10.063 evrov. Kar lahko vidite je v bistvu, da prej, ko začnete, več boste v bistvu dobili iz tega, zato ker kar je pri interestu dobro, je v zadnjih letih se v bistvu zasluži največ denarja, zato ker imate tudi večji investment. No, zdaj bi vam pa rad pokazal še na par primerih v bistvu, koliko boste v bistvu lahko imeli pri upokojitvi, koliko bi lahko bil vaš net worth, če bi konsistentno investirali vsak mesec. To res ni težko, zato ker računali bomo samo, če bi investirali v indekse, ni potrebno za to nobeno znanje. Bomo zdaj pogledali par primerov, koliko bi lahko v bistvu imeli, če bi investirali 500, 1000, 2000 evrov na mesec. No, tukaj imamo eno spletno stran, na kateri imamo v bistvu compound interest kalkulator. Bom tale kalkulator tudi boste ga imeli v opisu, si lahko pa malo sami pogledate, se tukaj malo igrate s številkami. Ko sem najdel ta kalkulator, v bistvu se mi je res spremenil pogled na investiranje in mislim, da se bo tudi vas. In tukaj lahko zdaj pogledamo, recimo, če rečemo, da so stari 25, radi bi se upokojili pri 50-ih, se pravi, damo tukaj 25 let in recimo, da lahko na mesec investirate 500 evrov, kar ni spet toliko veliko, mislim, da si veliko od vas bi lahko to privoščili. In nek povprečen return na leto za S&P 500 je 8%. In tukaj lahko pol izračunamo, koliko bi imeli pol po 25 letih v bistvu. In kakor vidimo, v 25 letih če bi investirali samo 500 evrov na mesec, imeli že 475.000 evrov. In tukaj lepo vidite na teh grafih, kako se v bistvu v zadnje leta, koliko se eksponentno v bistvu veča value vašega investmenta. No, pa recimo
če rečemo, da zaslužite malo več denarja, da bi si lahko privoščili investirati 1000 evrov na mesec, je ta številka že 950 tisoč. Tako da res vam v bistvu rad bi vam še pokazal, koliko je v bistvu pomemben, da začnete čim prej, zato ker recimo v 30 letih, se pravi samo 5 let več, v zadnjih 5 letih bi naredili v bistvu skoraj $500 000 več. Tako da res se vam splača čim prej začeti investirati, zato ker dalj časa, kolikor boste imeli denar v marketu, v bistvu več boste na koncu dobili. No pa lahko si še pogledamo še en primer za tiste, ki res lahko mogoče malo več investirajo. Če bi lahko recimo investirali 2000 evrov na mesec, so pa to res že velike cifre, bi imeli po 30 letih že 3 milijone in skoraj 3 milijone, 2 milijona 980 tisoč. In tudi v tej tabeli v bistvu lahko vidite, koliko v bistvu se služi pol zadnja leta, se pravi, tukaj v zadnjem letu je že več kot 200 tisoč samo iz vaših investmentov. In ja, od tega lahko bolj tudi živite v penziji, ker po 30 letih vi ne rabite v bistvu prodati tega keša, ampak lahko v bistvu živite samo od tega, kar dobivate na leto iz stock marketa. No, če bi pa pogledali še, če vas mogoče malo bolj zanima stock market, pa bi zbirali posamezne stockse, da bi vam lahko recimo uspel 15% return na leto. So pa to res že velike cifre. Tukaj je že skoraj 14 milijonov, sicer pri 2000 evrih, ampak ja, mislim, da razumete v bistvu, kaj je point tega videa, kaj sem hotel povedati. Kakor sem rekel, predlagam vam, da si še malo sami pogledate ta kalkulator, se malo igrate s ciframi in pa da si pol v bistvu zadate en goal, koliko boste investirali, pač koliko bi radi imeli denarja, ko se upokojite in pol iz tega v bistvu postavite en goal, koliko boste mogli na mesec investirati, da pol pridete do te številke. No ja, upam, da ste dobili kakšne dobre informacije iz tega videa. Upam, da sem koga prepričal, da boste začeli investirati v stock market. Hvala za ogled, pa se vidimo v naslednjem videu.